Optimalno bi bilo, da bi si za kosilo vzeli vsaj 1 uro, v miru pojedli, pa potem po možnosti si še vzeli pauzo za en tak krajši počitek. Ampak saj vemo, nekaj je teorija, nekaj pa potem realnost. No, verjamem pa, da nam bo danes Anita Obradović vsaj malo olajšala stvari, ker je za nas, pravzaprav bo delila z nami recept, torej za kosilo na hitro. Anita, samo ušesa so me. Živijo. Torej, kakšno kosilo na hitro? Ti zdaj se prehranjuješ kar zelo zdravo, jaz te občudujem, sva že parkrat imeli debate o receptih, tudi zajtrk sem se že prvošla po tvojem receptu, zdaj pa evo, da vidva, torej kosilo na hitro. Tako, ena ideja, ki mi je tako res ljuba za kosilo na hitro, so bučke in zraven pa skleda solate. Okej. Torej, to naredimo zdaj zelo v kratkem času lahko, ne? Kako se v bistvu lotiš te priprave? Daj malo povej, no. Se pravi, bučke samo prerežem in tako izdolbem sredino, tako kot ene čolničke naredim. In potem to nasekljam, se pravi to meso iz bučk, pa dam potem zraven ajdovo kašo, ker sem že prej namočila, in pa dodam ali papriko, ali gobice, tako neko zelenjavo, ki jo pač ta trenutek imam pri roki, in v bistvu to prepražim, potem dodam malo vode in to malo par minut pokuham in potem napolnim tele čolničke. Prej sem pečico že ogrela na 180 stopinj in potem samo napolnim čolničke, dam jih na pleh v pečico in to se peče približno 20 minut. Dokler se to peče, pripravim skledo solate in kosilo je narejeno. Ja, hitro si to povedala, čakaj. Gremo, idemo še na solato, ne? A je to samo zelena solata ali dodaš kaj posebenega noter, kako jo v bistvu malo poživiš, recimo? V bistvu spet, kar imaš doma ta trenutek. Ampak tako, pri tej kombinaciji nekako me najbolj paše zelena solata in dejansko samo pripravim jo z kisom in pa z olivnim oljem. Čez pa dodam malo semenja, na primer sončničnik, sem jih samo tako na hitro prepražim in potem preko solate. Za malo več okusa, pa tudi malo lep zgleda. Ja, super. No, seveda, v eni od preteklih oddaj je tudi Jasmina povedala, da je izjemno pomembno, torej, da si vzamemo čas za kosilo, ne? A je potem bolje, da jemo takrat, ko imamo čas, če tudi v bistvu je to zdaj zelo na hitro, kaj v bistvu ti priporočaš, no? Vse vemo vsi, da smo dostikrat v borbi, ne, s časom. Torej, kdaj jemo kosilo, da ni prepozno, kako je s tem? Ja, zdaj nekaj, kar je idealno, nekaj pa, da vseeno pač imamo in vse sorte, ima vsak svojih zadev. Nekateri imajo otroke, nekateri službe, pač težko je, da vedno se res bo glih vse optimalno naredili. Vseeno sem jaz nekako zagovornica tega, da jemo v miru, ja. Torej, tudi če je to malo kasneje, je nič hudega, ne? Ja, moje osebno mnenje je boljše jesti kasneje, pa v miru, pa s pozornostjo in tako lepo, ne samo da napolnimo svoje telo, ampak da imamo zares obrok, kakor pa prej. Zdaj pa seveda, če smo ful preveč lačni, pa že prej nekaj vzamemo, si mogoče lahko pa sem par oreščkov ali pa nekaj toliko, da počakamo kosilo. Okej. Kakšna je pa zdaj alternativa za otroke, ne? Zdaj, ta recept, ki si povedala, je sicer super fino, fajn, ne, ampak se veš, otroci pa zelenjava, ne, kako bi v bistvu to zdaj pričarala na krožniku, da bi pa tudi otroci jedli, recimo? Zdaj tako, res je, da nimajo vsi otroci vedno radi zelenjave. Jaz mislim, da je tukaj tudi ključno, kako jim predstavimo. Naprimer, jaz imam nečaka, on je zdaj 5 let star in on ima rad zelenjavo in sadje. Ampak ja, vidi, kako jaz jem, pa potem zaradi tega je vedno želel probati. In tudi tako, super je za otroke, da malo bolj zanimivo in zabavno pripravimo to določeno zelenjavo. Lahko se tudi malo igramo, če imamo čas, pa kakšno posebno obliko naredimo, pa bo otrokom bolj zanimivo. In tudi tako, kar povemo jim dejansko, da je to tudi zdravo in tako, vse otroci se razumejo. To je pa res. Ja, tako, zdaj vemo torej, kaj je tisto, v bistvu, kar je zaželjeno, da se je, torej, ko govorimo o kosilu, predvsem, da si vzamemo torej za kosilo čas. Priprava in nasplošno hranjenje torej nam ne sme biti stresno, ne? Zato si ravno recimo s takšnim receptom, kot nam ga je danes zaupala Anita, res lahko to veliko olajšamo. Za še več vsebin, pa tudi receptov, si lahko pogledate tako na našem YouTube kanalu Klepet ob kavi, kot pa tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si.